To pa vidite samo v filmih. Ko bi vi videli, kako se me zdaj rade to strašila, od enkrat sem se zadrla kačo mama v avtu. A se ti zajbavaš, kako vas zdaj to ven dobila? A pejmo od začetka. Z Raletom so se odpravila v Beograd, kjer se je kača preplazila v najin avto. Sledi nekaj utrinkov nakupovanja hrane, izlet na Bled in kino premiere. Nato pa sva se v ponedeljek 11. septembra odpravila na 500 km oddaljeno pot proti Srbiji. Evo, z 10% popustom je vse 83 evrov. Tole sva pa dobila, niti polna škatla, ne. Pa samo eno neumnost, no? To je Netflix sladoled. A ga probam najde, da je težko. Tam, v tem kotu, dol. Rale si je ful želel provat. Ben & Jerry. Pač 10 evrov je ta sladoled, tako da ajde, to je treba vzeti v zakup. Neka prestica. Aha, peanut butter. To mora biti dobro. V glavnem, let's go home. Takole sem pa jaz gospa. Čuz, 20. Da vam pokažem restauracije leta 2030. Tlele je prišel denar, tak robot, in noče iti, ker čaka, da mu naloživa tole umazano posodo. Pa ni najde, to je prejšnji gostov. Se pravi, da ti kar sam zdaj naložiš, po možnosti čudem, da nima krpe, da še pobrišeš, a veš. Sve pa na Bledu. Evo, moj dragi tortico, pada mu je cukor, ampak imel je dober zajtrk. Naredil si je lepo jajčka, še kranjsko klobaso si imel danes. Jaz sem imela pa smuti in kaj se ti zgodi, prideva do Bleda, je slačna, a mi pa nekaj sladkega. Glih kontra. Fule dobra. Pa je ta spet. Šele, zdaj pa vi, a veš. Še moje. Teleči Dunajec, pire, pa brusnična omaka. Sam enega bom dala lepo kar tep. Ene 2 ure kasneje se vam spet javljava, še vedno na Bledu. Ne veva čisto točno, kaj nama je bilo, ampak dejansko sva šla cel krog okrog in zdaj le več Strgal se nama je čez. Zaslužena kavica. Ene 2 ure sva hodila. Danes je dan, ko so za jutri napovedane ohladitve, ampak je še vedno noro vroče. Tako da to bo zdaj le pasal. Vsem pa ratar. Ratar, opa. Evo ga, Rale, moj štor. Klasika. Klasika. Skrbel za lepe fotografije, pa tudi mislim, da punce ste se kar lepo založili z laki za nohte, je tako ikali tudi jaz. Evo, smo na premieri, moja obila grška poroka 3, že kar nekaj časa, da nisem dal denke ali dvojke, se niti ne spomnim, so pa znani igravci, tako da smo na premieri in vsak čas se bo... Moja obila grška poroka. Povejte, vam je kdo ob takem sončnem zahodu zapel: Znam za jedan grad, zove se Beograd. Mi smo še čisto tukaj, ampak ene 100 km stran. V glavnem, odločila sva se, da greva malo v live. Rale gre pogledat družino, potem je neka Smederevska jesen, to vam vse še razložim, dejansko kaj to pomeni. Zdaj sva šla pa na en quick stop, neki pregrizen, čeprav me se tukaj odčevapi, ampak je do Beograda še nekih 160 oziroma do Smedereva, tja, kamor greva midva nekih 160 km, tako da nekaj bomo zdaj vzela. Nisva bila pa v Beogradu že kar ene par let. Zanimivost je to, da je bil to najin prvi trip, zdaj vam imela z Raletom 10 let. In ko sva začela, sva se tako ene 7 dni potem, ko sva bila par, odpravila v Beograd in zdaj se vračava spet tja, evo skoraj točno po 10 letih, ker obletnico imava pa oktobra, tako da čin in se vidimo v Beogradu. Evo ga, Beogradžan! Idemo! Ajmo gas! Ej, komadze, moja drago! Volim piti, volim piti, volim piti i ljubiti. Na kavo. Takvoga me majka rodi.
Takav ću i ostariti. Življenje z Balkancom. Hej! Po 10 letih, ko naročiš pleskavico, je pa čebula zraven. Kam pa jaz? Vsi si narokan. Rale, rakije. Da zmagal sem mašino, povej. Rale se na Krku rakije odigral Zmagal sem boksarsko mašino. boks. Tukaj je butno, da je bilo error in to je to. Tole je najna sobica, kjer spiva. Tole je pa pogled na mesto in zdajle na tem odru poje Tanja Savič. Kaj pa pozicija? Pa lej, koliko ljudi. Ko sva bila 10 let nazaj tukaj, me je Rale pelil na tole smederevsko trdnjavo in zanimivost je to, da je bila postavljena, zgrajena kakorkoli že v 15. stoletju in zdaj sva se tukaj ustavila malo v senčko fulja vroče in jaz razmišljam, kako je tukaj moglo biti toliko časa nazaj. Tle vitezi, pa konji, pa čist drugačno. Tako da sem zdaj malo sanjarila. Je pa to ena največjih trdnjav v Evropi. Ko bi vi videli, kako sem jaz zdaj Rale to strašila, od enkrat sem se zadrla kačo mama v avtu. Pa se ti zajbavaš, kako bova zdaj to ven dobila? Grem jaz pogledat, kaj se da narediti. Ne, dej, kaj s tabo? To pa vidite samo v filmih. Rale. Kar nekje spodje. O, fuck, še se drži avta nekje. Oh, fuck. Evo, zdaj pa čisto res pozdravčki iz Beograda. Lihkar sva se čekirala v sobo, tako ljubko sva malo prej rezervirala, čisto v centru Beograda, tako da greva dejansko peš. In moj outfit se mi zdi, da je kar primeren za tele ulice Beograda, tak srebrn fulip top iz Perl, spodaj sem dala belo majčko, pa srebrne hlače. Tako da ne greva z avtom, ker še vedno ne veva, kje je kača, nekam se je skrila spodaj v podvozje in upam, da bo šla ven sama od sebe, ker se avto malo hladi, ker kače imajo rade, da je vroče. Tako da držite pesti in gremo redno na čevape. Da malo začutite utrip mesta, tamle naprej je njihov glavni trg, oziroma ulica Knez Mihajlova, tako da tja gremo zdaj. Spet čevapi, on jih ima 10, jaz pa 5. Ej, kako se temu da reče? Urnebes. Urnebes, ni kajmak, ampak urnebes, pa še topla lepinja. Če kaj, to da vrhunsko jeva, itak ne bom zgubljala besed, ampak koliko imajo pa v Srbiji dober kruh. Baklava s pistacijo. Jer nikad više vratiti se neće, nikad više. Novega leta v Beogradu, mu bo pa tole znano, tlele so znani.
pa splavovi, ne? Ja, splavi so čez. Splavovi so čez, kjer se žura. To se Jaz še imenuje nisem betonhala. bila na splavovih, betonhala. Bi pa človek mislil, da ne funkcionira, zato ker dejansko imaš diskoteko zraven diskoteke in obe razbijata z musko, ampak nekako gre. Zdaj so pa na takem elitnem predelu Beograda, tukaj je ful teh novih stanovanj. Najnovejša soseska v bistvu elitna. Enkrat sva gledala, da tukaj stane stanovanje, sicer so res zelo prostorna, pa moderno opremljena in tako naprej, ampak tam nekje 3000 evrov najem, da si boste malo predstavljali. To je ta velika stanovanja, ne? Ta večja, ampak mi je všeč zato, ker imajo ta v bistvu stanovanja so tako narejena, da imajo spodaj in fitness in bazen, tako res na nivoju. Imenuje se Beograd na vodi. Polno lokalčkov, tako da nekako v mojem stilu, če bi živela v Beogradu, bi si po mojem zaželela živeti tukaj. Tele pogled na tole njihovo reko, Donavo. Tamle en most, tamle drugi most, Rale prav, da je to Brankov most. Ne, ni ta Branko. Un tam, aha, ok, pač ta mosta. Tisti, ki mogoče malo bolj spremljate to YouTube sceno, mogoče poznate youtuberja tudi Baka Prase, živi tukaj v enem izmed teh blokov. To čisto mogoče tako ena zanimivost. In to je to. Všeč mi je. Lepo je tukaj. Tale stavba je tudi zelo znana v Beogradu, take zelo zanimive oblike. Meni sicer iskreno ni všeč. Ampak ja, to je čisto v tej elitni soseski. A vam povem, kaj bi bili youtuberji najbolj veseli, če bi bil skozi tale Magic Light, to je ta svetloba, ko sonce zahaja in nastane taka golden light, skratka, pogled to svetlitev. Top. Pa še čez dan, oziroma zdaj bo sicer kmalu noč, pa se vsem bolj svit, to so te znameniti splavovi, kjer se žura sploh decembra, v času novega leta, veliko Slovencev prije sem in takole to zgleda. Zvečer ga tukaj poka, ampak imajo dobre žurke. Pa še za moški del občinstva, tole je stadion Maracana od Crvene zvezde. Takoj nasproti, evo, tole je pa hiša od Cece. Ja, takoj zraven živi in glede na to, da ima tam gor oken, ima dejansko pogled na tekme iz prve vrste. Pa vidim, da je prižgana luč, tako da Ceca je očitno doma. Situacija je taka. Imela sva hotel do danes, ampak sva ga v najnem stilu podaljšala, tako da ostajava do jutr. Zdaj je ura 12 in odločila sva se, da greva na Kalemegdan. Kalemahadan. Tako, v bistvu Kalemegdan. taka trdnjava / grad, čist v centru Beograda in vam malo pokažem, kako je. Ne vem, se bo videl, vam bom probala približati, ampak tamle gre za stik dveh rek, Sava in Donava, in se naredi taka črta. A jim poveva pravi razlog, zakaj se v bistvu podaljšala midva tale najin trip. Zato, ker včeraj je Rale hotel iti na jagenjčka izpod Sača, to moram poudariti. In me je zafrkala za azijsko hrano. In jaz sem rekla, pa daj človek jeva meso že 5 dni, daj da malo pauze, neke ribe ali zelenjava. No in na koncu jaz njega prepričam, da greva pojesti nek vok in pol on začne v avto. Ne, ampak to ni v redu. Nisem jedel jagenjčka, čisto je bil nesrečen, tako da danes za kosilo imava že zbrano. Oni, ki imajo radi jagenjčke izpod Sača, znajo, šta je dobro. Da se ne more vok pa azijska hrana nikoli v lifeu primerjati. Vse boš videla nas. Z Raletom pač ješ Sad kreće perverzija. sladke stvari. Tole je
frozen jogurt oziroma ta grški jogurt, to sva jedla na Santoriniju in isto je bilo, da si potem sam takole daju noter kar boš. Zdaj, če je bilo po moje varla Rafaelo, kakšni smarti z bombončki, kakšen keks, tole to dobro zgleda, jafa. Takole dobiš v taki lušni posodi, zmešala sva vse, kar je možno. Ajde, dobro. Priča 3 jezika. Zdaj bi vam pa rada pokazala njihovo kopališče. Sva na Adi Ciganliji in sem se prideš kopati. V bistvu je Sava narejena tako jezero. Imajo evo ležalnike, tako da se lahko tudi posončaš. Evo tlele naprej. Se pa vržeš v vodo. Kamenčki, tako da je v bistvu dostop super do vode. Rale se je šel kopati, prav da je voda super. Zdaj bo kmalu sunset in je res lepo, tam dol imajo potem razne vodne športe. Se mi zdi super za ohladitev pa za osvežitev, ker je res te dni vroče. Danes za predstavo je bilo 35 stopinj, pa smo sredi septembra. Tako da midva se odle pojedla kosila, malo se okopala in je bilo prav luštno. O tem vam pravim, Eva je tukaj Iva. Ne naučim se nikakor prav reči, v glavnem, tole je ice salted karamel neki toliko dober. Če boste v kratkem zagledali, kje je Starbucks, vzamite to. Drugače pa tukaj je že jesenska dekoracija. Večerna varianta oziroma oprava. Rale zdaj rekel, da me pele na dejt, na večerjo. Kam greva? Greva končno unga jagenčka. No, to ja, ampak ime restauracije. A ja, v restauraciji se imenuje Durmitor. Takole to zgleda. Rale se je sicer želel jagenčka iz Podsača, ampak ga nažalost ni bilo, tako da na koncu odločil za biftek v olivnem olju. In to je toliko dober. Jaz vam ne znam povedati teh okusov, ampak enostavno ta olje naredi toliko dober okus. Po moje najboljši steak, kar sem ga jedla v lifeu. Jaz imam pa teletino iz Podsača. Poglejte ta krompir, to se kar topi, koliko je mehko. In isto meso. Meni je že toliko mehak, da je skoraj že kaj ena pašteta. Pač res okusno, priporočam, če boste v Beogradu, pridite sem jest. Midva greva zdajle na splavove, kamor je kamera boljš, da je ne nosimo. Malo se hecam, ampak kogar se vedno od vas poslovim v stilu. Adijo lepotice oziroma po srbsko, čau lepotice.